Namreč društvo je bilo ustanovljeno takrat ravno z namenom, da nekako z različnimi pogledi, se pravi z vrstnim pogledom v mesto in v območje, skušamo spodbuditi premike. In jaz mislim, da nam je kar v nekih korakih uspelo in seveda to kaže nekako tudi vaše zanimanje in pa seveda tudi naše delovanje. Lani smo praznovali 15 let, ves čas pa skušamo nekako opozarjati, ne toliko oživljati, kot bi si kdo mislil čist fizično in natančno, v bistvu zelo samo v enem pomenu našega imena, ampak predvsem je naša naloga, da z našimi pogledi spodbudimo tiste, ki pa so, ki imajo moč, ki so odgovorni, ki lahko kaj naredijo, da v bistvu seveda se pri nas tudi kaj premakne. Veste, da je naše mesto že v bistvu zelo staro mesto in ravno s tem je povezan tudi praznik krajevne skupnosti. 18. maja 1353 so bile našemu mestu potrjene mestne pravice. Tako da, če ste kaj raziskovali zgodovino, ne vemo čisto natančno, kdaj so bile podeljene mestne pravice našemu mestu. En datum je tudi še skoraj v bistvu iz 13. stoletja, ampak tale iz 1353 pa je zagotovo, se pravi, mesto je nekako ponovno dobilo potrjene mestne pravice in zato si je tudi krajevna skupnost mesta Brežice izbrala to kot svoj praznik. Začeli smo v bistvu praznovati ob 660-letnici leta 2013. Takrat se mogoče spomnite, smo imeli kar nekaj velikih dogodkov, bila je sobota in smo skušali enako na enak način opozarjati na lepote, na vrednote, na nek način tudi izjemnost našega strnjenega mesta. Torej, nekako tako skušamo delovati, pri tem seveda se predvsem želimo povezovati, zato smo tudi veseli, da nekako že nekaj let sooblikujemo ta krajevni praznik, ki sem ga omenila, in krajevno skupnost danes predstavlja predsednik sveta Uroš Škof. Sama sem pa tudi članica sveta že drug mandat, tako da ne moram se kaj veliko skrivati. Če bo kakšna kritika, sem tudi jaz kaj soudeležena, ker seveda je bila ta moja kandidatura prav povezana z delovanjem našega društva za oživitev mesta Brežice, ki pa seveda ima nekaj več kot 30 članov, aktivnih malo manj, tako kot vsaka taka društva, vendar se eno zvesto publiko in hvala vam, da ste danes tukaj. Hvala predvsem moderatorju Vladu Podgoršku, ki je s to idejo v tej temi nekako kandidiral za to delovno nalogo na zboru članov našega društva marca in seveda tudi veseli smo, da bo uspelo to nekako pripeljati do te točke, ko se moj nagovor konča, zaključuje, začenja pa ta delovna naloga našega člana, tudi vestnega in vedno nekako usmerjenega v to mesto, seveda tudi meščana Vlada Podgorška. Tako da to je bil ta moj uvod. Hvala lepa za poslušanje, pa kar predajam moderatorju in seveda on bo pa predstavil tudi današnje goste. Hvala. Hvala lepa, Alenka. Vesel sem, da je tista ideja, ki je nastala na našem občnem zboru društva za oživitev mesta Brežice, da so postala, da danes se bomo pogovarjali v tem, da zelo strokovnem krogu ljudi, ki so tukaj sodelovali, so odločali torej o tej temi, ki ima naslov Brežice, naše mesto, naše morje, da bi radi ne zakovajo to morje, ampak naj bo, in Vrebina. Dejansko, mislim, da bo tukaj danes, da bo ta danes polno, si mislijo, pa tukaj smo najboljši. Skratka, toliko moj zavod, samo to, da vas morda med se napopeljem v to zadevo. Namreč Brežice so dobila zadnjih 5-6 letih ogromno novega s to investicijo pod mestom na zahodni fasadi. Bivša Vrebina, porečje Save in tako dalje. Tukaj je nastala naložba vredna 278 milijonov, torej vrednost tega energetskega objekta in pa
torej ostalo, kar sodi sektorje večji delež, mislim, da je tam 130 milijonov elektrarna, ostalo 160 milijonov, tam toliko že, ne manj. Je pa energet, torej ostali del, infrastrukturni del, to se pravi, vse to, kar je podnesto, kar je nastalo, kar bo še nastalo, kajti dejstvo je, da je še dovedno gradbišče. In ko bo to gradbišče letos gotovo, torej formalno zaprto, bo šele mogoče vlagati in tiste načrte, ki bomo jih danes poznali, bližnje in daljne načrte, bo šele potem to mogoče začeti gradnje pomolov, val, črnarjenja in tako dalje, rekreacija, šport. Dejansko, ko dobili s tem Brežica en ogromno, rečemo, navadi destinacijo, se pravi, možnost za razvoj rekreacije, športa, možnost za plovnost, za različne dejavnosti na tem jezeru. To jezero, mislim, vsi tega ne veste, je drugo v Sloveniji po površini. Površina njegova znaša 2 blejska jezera. Namreč 340 hektarov, nekaj manj, je površina, ki je 30. Prvo je jezero na Ptujski elektrarni, ki je tudi tako podobno za elektrarno, je prvo v Sloveniji po površini, to je drugo. Tretje je pa Boga. Se pravi, naše jezero je za 2 blejska jezera. Smo pa predstavili, da smo dejansko nekaj velikega tukaj dobili. Mi starejši, nekaj nas je, Brežičani se spominjamo, te vrvine, ki smo včasih prišli v Jance in tako dalje, pekli kokoši, z perutni vleci in tako dalje, se dobili, igrali, ampak tiste divine, takrat je nastala med tem časom površina Stopoli, kot veste, ne, Stopolo ni več, potem je HPG, tam je bivši direktor HPG-ja, osnoval, da ima njihovi predhodniki, Miglejevci, če nasadil Topola, tako nasade potem površine Njivske, ko so Topole podrli. No, zdaj pa ta vrbina posebno drugačna. Šla našega društva Branko Vrečko, tam je, spremlja ves ta čas to dogajanje v tej vrbini, ki ni več vrbina, ampak je postala nekaj drugega in bo postala še nekaj tretjega. Namreč dilema je, kaj to sedaj neka velika pridobitev za mesto, mislim, da je, tudi za občino, ne samo za mesto, tudi tako nastanejo in bodo nastale velike rekreacijske površine, od možnosti plovnosti po tem našem morju do varovanja naravnih habitatov, tam bodo otoki, vrstišča, vse to, kar je nekoč ob Savi naj bi se vrnilo za te umetne prodove tam na desnem bregu, da to bomo spoznali potem na Stica. Skratka, o tem vsem naj bi danes tekla beseda. Povabil sem med nas 4 tiste, ki so najbolj pomembni za to izpeljajo, da to predstavijo. Prosil bi, da ste besede v knjizi, gospa Urška Penovšek, vodja oddelka za prostor na občini, prosim, pridite nama na vrednost. Drugi bi bil tisti, ki je tukaj le več počenjal, je magister Vojko Sotršek, direktor Impre, to je firma, ki je bila s tistimi milijoni najbolj prisotna tukaj, ampak še ni dokončal svojega dela, ko povedal, kaj še nas čaka. Prav gotovo je tudi ta pridobitev, to naše morje, ta vrbinski del, tudi voda, verjetno neko bodočo kajakanu stezo, ki bo postala verjetno mednarodna, kot je Tacen, nekakega lokacija, vemo, bomo videli, kje je. Je to tudi gotovo pridobitev za krajevno skupnost. Gospod Uroš, predsednik sveta naše krajevne skupnosti izvod. In še Alenko prosim, da presede, ne bom videl, pa da stav, pa se mu že znajde. Ne, pa bomo stopili. Dajte, imam že storic, izvolite. Dobro je dovolj. Skratka, to so naši različni gostje, ki nam bodo vodili skozi ta večer in na koncu vsekakor bo tudi možnost, da vprašate, da vemo, kajti niso samo plusi verjetno pri tem naložbi. Jaz sem, ko še kot novinar razmišljal, tudi pozdrav novinarjem, medijem, ki bodo od tem kaj napisali. Jaz sem imel malce v dileme, ko sem bil še v tem kohu, ali tukaj zdaj, ker ta voda velika, vrstišče komarjev, stroka pravi, da ne vode, toliko ne se premika voda, da ne bo komarjev, bomo videli.
In so te malce dileme, kako bo z mikropodnebjem. Tukaj je velika površina, a bo tu vlaga šla, megla, kaj bo tukaj, ne? Pa je megla ne bo, ampak Veličani pa že opažamo. Minulo jesen je bilo mesto vlažno, potem je bila vlaga, neka taka, ni do suhe ulice. Po mojem to tudi odmev vpliv te mase, te površine vode, tiste čase, ko ni še mraza, ne, ampak je že vlaga v zraku. Recimo, bodo fantje in punce bodo rekli, laže šli. Dobro. Je zdaj beseda bo dveh dami, dveh gospodov, prej se pozdravil predstavniki medijev, med nami tudi naš državni član državnega zbora, gospod Igor, pozdravljen. Zorkič Igor. Vsega pozdravljate. Dobro ti visok. Tako, toliko za moje dolgo, nosim bilo važno, kako da že teh povedali, kje sem se zlagal, kje sem njim vsekal. Tisti, ki ste predstavnik naše občine, naše skupnosti, stvari poznate. Prosim vas, da nam poveste, kaj bo recimo občinska oblast, občina, vaš oddelek v tem letu postoril na tem območju morja, predvsem pa Vrbinskega dela. Bi prosil še za, mislimo, eno skico, ne tako, ki se tam imate papirja, bo še ni dvignal, ampak to bo zdaj malce večja ta zadeva, bolj vidna. Prosim. Hvala. Hvala za besedo. Ne bo občinska oblast, naš oddelek, to bo nekakšno skupno timsko delo, večjih oddelkov na občini Brežice. Na občini Brežice smo, kot je gospod povedal, pristopili k načrtovanju nekih dodatnih ureditev, ki bodo doprinesle k razvoju športa in rekreacije na tem območju, novo nastalem območju, ki je nastal z izgradnjo hidroelektrarne Brežice. Vse ureditve, k načrtovanju katerih smo pristopili, imajo osnovo v državnem prostorskem načrtu za hidroelektrarno Brežice. Nekatere ureditve so že izvedene v sklopu državne investicije in se bodo uporabljale prav za ta namen. To so na primer že vstopne točke ter pristanišča, potem ta razgibana nabrežina za ribiče. Izvedena so že točni istočni objekt za vodni center, to je to divjo progo za kajakaše, pa še na primer večnamenske poti ob strugi in močniku, ki bodo prav tako lahko uporabljali pešci ter kolesarji. Vse to je že izvedeno, z nekimi dodatnimi ureditvami pa bi občina ta prostor olepšala in še približala uporabnikom tega prostora. Vse te naše ureditve bi jaz lahko razdelila v 4 sklope. In sicer prvi sklop je tisti, ki se nanaša na nasipe, na ureditve na nasipah in uporabo akumulacijskega bazena. Potem drugi sklop bi bil vodni center, tretji sklop bi bil vrbinske ureditve in četrti sprejem plovnega režima na akumulacijskem bazenu. Vsi ti so pa med sabo seveda povezani in se dopolnjujejo. Tu gor vidite grafiko, je del odloka o plovnem režimu in je trenutno še v proceduru sprejemanja na občinskem svetu. Je pa za predstavo, da si boste lažje predstavljali, kakšne ureditve in na katerih bregovih želimo vzpostaviti. Se pravi, če gledamo v levo, to smer, imamo Savo dol vodno in jo razdelimo na desni pa na levi breg. Na desnem bregu so ureditve podrejene bolj športnim rekreaciji, veslaškemu, kajakaškemu športu, potem športnemu ribolovu. Medtem kot desni breg, kjer so investitorji izvedli tudi nadomestne habitate, zgradili otoke, tu je v usklajevanju z naravovarstveniki, so se uskladile ureditve, ki so bolj mirnega značaja, umeščajo se bolj ptičje opazovalnice ter razne klopce urbana oprema, ki ne motijo
naravnega življenja na tem območju. Temu podrejena je tudi idejna zasnova, ki smo jo dali že izdelati na občini in tako na levem bregu na spodnjem pristanišču, tako imenovanem Vrbina, načrtuje umestitev čolnarne, ki bo predstavljala kajakašen in veslačen objekt, operativni, v katerem bodo lahko razhranjeni te svoje čolne, potem urediti v samem pristanišču postavitev pontonov za lažji dostop v vodo. Tem športnim rekreativcem predvideno je tudi nek pomol z privezi za čolne in potem vzdolž te zelene črte, ki vidite, malo slabo se vidi črka A je na sredi napisana, tu je predvidena veslaška steza, dolga 2 kilometra in sega od spodnjega pristanišča Vrbina do zgornjega vstopnega mesta Deželna meja. Na tem mestu bi si želeli oziroma napore ter energijo usmerjamo v to, da bi tu dosegli, da bo možno postaviti nek nadkrit prostor, ki bo namenjen Možno uporabljati to. Rdeča. Aha. Se pravi, tu je pristanišče Vrbina s privezi za čolne, pontoni, tu pa je ta zgornja vstopna točka, kjer privezov ne bo. Bo pa omogočen seveda vstop čolnom, ter naj bi se pravi, kot sem rekla, trudimo se, da bi uskladili, da bi se tu postavili nek nadkrit prostor, ki bo lajšal prireditve športno-rekreativne, tako veslačev, kajakašev, kot tudi ribičev na vse zadnje. Na desnem bregu, kot sem rekla, bolj mirne dejavnosti, tu je vstopno mesto Deželna meja, tu Zasavje. Mislim, da Infra celo že tu izgleda ptičje opazovalnice, neko urbana oprema tudi je, mogoče še kakšne dodatne klopke, da se bojo tu uredile, kaj večjega pa tu predvidenega ni. In to so ureditve, kot smo jih zasnovali za idejno zasnovo, tu na tem delu pač neka čolnarna, kot sem že rekla, za operativno delo športnih rekreativcev. V tem delu ta zelena črta, to je prehod za ribje organizme, za ribje steze, ste jo verjetno že videli. Nekako v nadaljevanju tega želimo urediti, smo pristopili že k izdelavi projektne dokumentacije za vodni center oziroma za stezo, kajakaško stezo z divjimi vodami. Gre za 250 metrov v takšnem krogu oblikovano stezo za kajakaše, ki pa bi jo uporabljali tudi za izobraževanja ter treninge za potrebe zaščite in varovanja. Potem v tem sklopu so predvideli še nekaj dodatni objekt, čolnarna, neke zunanje ureditve, v sklopu katerih bi bila tudi parkirišča. Tudi tribune? Tribune so predvidene že po državnem prostorskem načrtu v tem delu, tu na nasipih, za ogled tekem na mirnih vodah. To pa ponavadi zasnovano tako, da tribune niso potrebne, ampak se gledalci razporedijo v tem prostoru in gledajo tekme. Ja. To je se pravi drugi sklop vodnega centra, potem je tretji sklop vrbinske ureditve, gre za ta del, predvsem ob strugi ter ob močniku so sedaj nastale dve vzdrževalni poti, predvsem se meni zdi interesantna in lepa ta ob strugi, ki bi bilo mogoče jo dopolniti s kakšno urbano opremo, koši za smeti, da bi tako še bolj privabila sprehajalce v to območje. Bo pa smiselno oziroma nujno območje opremiti tudi z neke vrste izobraževalno obveščevalnimi tablami, namreč to območje je tudi na območju Nature 2000.
tako da bi za naravovarstveniki skupaj pristopili k snovanju nekih tabel, ki bi to Naturo 2000 predstavila. Tako bi lahko nastali to neke vrste učne poti, hkrati pa bi bo potrebno postaviti tudi obveščevalne table, saj celotno to območje, retencijsko območje, predstavlja območje za razlivanje voda ob visokih vodah. Verjetno bo potrebno z nekaj podatki opremiti te table, ter tudi mogoče z evakuacijskimi potmi, sicer pa je za obveščanje v primerih nesreč poskrbljeno že v drugih nivojih preko civilne zaščite, Centra za civilno zaščito. Potem je pa še četrti sklop, to je plovni režim, iz odloka katerega je ta grafika. Občinski svet je obravnaval to gradivo že v prvem branju. S plovnim režimom plovbo na tem območju nekako organiziramo ter jo omogočamo. Kot sem že omenila, se deli na različne cone, in sicer cono A. To območje je prvenstveno namenjeno veslanju na mirnih vodah. Seveda se bojo lahko tu nahajala tudi oziroma prehajala plovila drugačne vrste, vendar kadar se treningi tu ne bodo dogajali. Tako da je to območje namenjeno treningom ter izvajanju športnih tekmovanj. Na tem delu je tudi ta razgibana nabrežina, ki jo že uporabljajo ribiči za ribolov. Cona B je obarvano modro, torej da splošno plovbo omogoča plovbo čolnom, kajtom, splavom, pedolinom ter drugim vrstom plovil. Potem imamo pa še dve coni, rdeče obarvane cona C, tu gre za mirno območje. Najprej so naravovarstveniki želeli omejiti 100-metrski pas, ker je plovba popolnoma prepovedana zaradi varstva ptičev ter ostale narave, ki so jo tukaj vzpostavili. Tukaj še usklajujemo, upamo, da bomo dosegli manjši varovalni pas, predvsem za mirno plovbo, seveda. In pa potem območje vijolično barve, to je območje D, kjer je plovba prepovedana, razen za potrebe vzdrževanja hidroelektrarne ter za razne intervencijo. Odlok potem še določa plovni čas, omejitve plovbe, skrbnika plovnega območja, upravljavca pristanišč ter razne kazenske določbe. Predvidevam, da bo v drugi obravnavi sprejet na jesenski seji občinskega sveta. S tem pa bo vzpostavljeno tudi možnost, da bo država na državni ravni sprejela uredbo, s katero se bo omogočila tudi plovba na plovil na motorni pogon. Občina snuje, občinski svet sprejme le odlok, ki omogoča plovba na nemotorni pogon. Tako da k temu smo pristopili, vse te ureditve še usklajujemo s ključnimi deležniki, to so za Direkcije Republike Slovenije za vode, naravovarstveniki, pa na vse zadnje tudi družbi HES in Infra. Verjamemo, da bomo uspešno uskladili vse te ureditve. Časovno pa smo zastavili tako, da še v tem letu želimo na spodnjem pristanišču v Vrbini že postaviti neke pontone, tudi čolnarno, da s tem omogočimo čim prej razvoj športnih dejavnosti na tem območju, da veslači in kajakaši tako čim prej to vodo začno uporabljati za razvoj svoje dejavnosti. Namreč pred kratkim, v začetku leta mislim, da se je celo ustanovilo veslaško društvo Brežice. Tukaj pa je to ni bilo, sploh po Posavju ga ni, sedaj je v Brežicah ustanovljeno in želja vseh je, da se res ta dejavnost tu razvije. Tako potem pa v prihodnjih letih pa bomo pač pristopali postopoma k urejanju še ostalih ureditev. Tako da to bi zdaj enkrat imela izpod. Hvala lepa. Zdaj, tista institucija, ki je tukaj
na tem območju v teh letih bila prisotna najbolj dinamična in tudi z stroji in vsem tem je bil infra iz Skovce v Krškem. Njen direktor, gospod magister Vojko Sotošek, je pripravil tudi samo prenesel 6-minutni film, ki bo prikazal, torej to dejavnost je še bolj nazorno proti Krškemu, pa bi prosil, da kar nešne. Ja, jaz sem lepo zahvalil za povabilo vašega društva. Rekel, da smo v Bredice, občini Bredice, po krizi skupnosti, ki je Levo Mali Posava, že predstavljali te projekte, ki smo prvič v takšnem okolju, da tudi vam, ki se zavzemate, že se to prvo razumemo za neko ureditev mestnega jedra, za neko revitalizacijo, za sploh na tem delu, ki se ga dotakne Posava s svojimi vsebinami, torej pri zadnji elektrarne. Gospod Vlado slišal podatke o tej vitalni razsežnosti. Jaz čudujem, da se pred začetkom filma sem še par takih podatkov povem, potem bi si to podvedal za malo skrajše komentarje. Ja, 317 hektarjev je vodna površina, drugo največje jezero v Sloveniji, približno 10% manjše od Ptuja, ki, bom rekel, ki ima volumen slabih 20 milijonov kubikov vode 19,7, to je pa v bistvu že taka velika količina vode, da se je zamisliti lahko. Če bi naredimo primerjavo z vedočimi mokricami, kjer bo približno to dobre 3, ali pa nazaj v neko Krškem dobre 9, tudi je to bistveno največji vodni gospodarski projekt, ki se je zgradil v zadnjem desetletju ali pa 20 let, če rečem, če malo pozremo, bo pa teralečeno to prepoveda. Seveda, proizvodna za energije, nisem energetik, ampak bom sem podatek povedal, ki jo pač poznam, je takšen, da je tu procent pa pol energije električne, ki se vedno porabi. To je primerjava, zdaj sem slišal, Kitajska, imamo veliko elektrarno, Dolin rečejo, je tudi 1% pa pol. No, številka, če sem procent, pa pustimo. Glavnem, pri elektrarni je Bredice. Jaz sem deloval v veliko, mislim zdaj tisti, ki so operativno delovali elektrarno, ampak če začnemo od umeščanja elektrarnega prostora od občine Bredice, s katero dobro se razumemo, in je bil da sprejet državni prostorski načrt, ki se ima pa dobro vlekom, pa ki je bil tudi konca sprejet, ki je omogočil tole izdelavno razsežnosti. Verjetno je bilo vas zaide graj na vašem zvit, pa pogleda vode, na Krškem, pa vidi, ali pa če greš v Krškem na Sremi, če tako vode, pa vidiš v vode, da smeri, kakšen je to res velik vodni objekt. Moram povedati, da se je naša družba v teh letih pač tudi naučila, predvsem naučila, da bile izkušnje. Smo začeli, smo vedeli manj, v glavnem, da smo v letu in pol zgradili tako veliki objekt v Sloveniji. Ponovati je determinski plan 2 leti, taj je zaključan za 18 meseci, še manj. In je, bom rekel, zadostil tistemu prvemu dvigu vode na tisto koto, ki je pač gradna narava dela začela svojimi preizkusi, testirni novelo, nas normalno obratuje in elektrarna in mi imamo predobljena uporabno dovoljenje, ki so sicer začasna, trajnajo, da je še veljavno do jeseni, do dobrem potem dobimo v tom sajno tudi takšno dovoljenje. Takšen projekt je da, ki je že zbožitev veliko povedala o njem, je pravzaprav projekt, ki je zbral zelo veliko mleko, da tak rečem, učinkov na ta prostor, na življenje. Ne gre samo za proizvodne elektrike, da je energija električna, pa gre tudi za ali pa predvsem z našega vidika za poplavno varnost, ker nam nič ne pomeni tistih 30 MW, ki so tam vrti, če imamo mi na drugi strani pa veliko ogroženost poplav. Verjetno spremljate in uvažate, da tako večjih poplav tudi središčih voda ni več. Torej, posebnice Krškega do Brežic so poplavna območja zelo zožena. Sedmica je praktično suha, čeprav je nižja na nekaterih mestih Krško tudi, no Brežice pa še niso popolnoma dokončane. V tem smislu govorim o tem, da še ni dokončano Podsapje, torej od elektrarne do domačine, pa vsi skupaj smo domačine rečemo do Špica, do tega Sotoča in naprej do Terem Čatežke, do Savo,
poglobiti, to pa je vsebina glavne matrice. Ko bo ta poglobljena, se bo seveda volumen Save povečal, kar bo zmer za posledice, da bo Krka lažje potekala v Savo, in potem bo to bistveno bolj varno kot danes. Pa že danes je na neki ravni, da smo zdaj videli zadnjih krokih voda, ker lahko elektrarne vse, ki so zvedene, držijo vodo na dokaj visokim nivoju za zapojni sami, tako je imela Krka tudi možnost hitrejšega, hitrejšega obtoka, da samo preko Savo. Ko bomo delali naprej, se bomo še kaj malo glasno do temu, pa ne spet zdaj povem. Podeknem petniku celo tak, da bomo dno reke Krke zvišali, kar mikrolike, tisti prvi bomo rekel, ko to sliši, čudno, ampak ker bo Sava tudi boka tam, da bo preko tem poniknula Sava, tam da budi čuda si. Če smo že na tem delu, da povem pred tem filmom še, ko sem začelo poglavljanje naše prvih nalog, da smo dobili z nekimi študijami, raziskavami, nekim monitorjem, ki sprejemamo to vodo, da je potrebno most napolniti, da ste na mostu, na Šatežu, sanirati, koliko smo tega v železnem mostu, da nam niže, da se kot okrog še naredijo pač piloti, ker bo tam most bolj trden, nažalost, tega dni zaenkrat še odredica, in seveda, sem na Prvoške, bomo Savo dobili, da bo tisti temelj mosta, da je tudi više dobro komunikacija. V glavnem, v tem projektu je tudi šlo za elektrike in poplavno varnost, potem se bil gledočini, ki je tudi Urška povedala na kmetijstvu, na športu, na rekreaciji. Jaz moram vam povedati, da v tem trenutku teče za medresorskim usklajevanjem, torej med ministrstvi, MOPA, financami, službi vlade za komunikacijo, da tudi gledimo na vlado, tudi možnost izgradne treh črpališč za namene kmetijstva, dva v Krške, levo desen breg, pa tudi levo, kako se začne pa tudi z Veleške občine, ker ima Veleška občina na desnem bregu manj potencijal kmetijstva, če govorim skupaj se Krška vas da avtocesta je pač manj. Jaz smo se v tem odločili, predvsem pa kmetijskega stroka, da se to naredi do območja med Pohacama. Do gor se bo potem ta funkcional od Zljivi, bo tudi kmetijstvo imelo bistveno boljše možnosti zdrave teh kmetijskih površin. Torej, to se je vlada odločila, sprejela en sklep, se je sednala s tem, da se to naredi, nadomestilo, da Infra ne plača odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih površin v vodne, ampak da ta denar namenimo za gradnjo teh projektov, ko sem govoril, v smislu zagotavljanja tega kmetijstva. Ja, poskrbeli smo tudi za ureditev narave, na sploh, če tako rečem. Ne samo, da smo videli strugo, pa močnik, ki je v spodnjem delu, ali pa v enem delu prevzema tudi vlogo drenažnih kanalov, ampak tudi ostalo. Vi, kot se domačini poznate, območje bivših gramožnih pogoščenih, pa tudi pogoščenih kopa, te površine so se preselile v Krško občino v območje Reslanda in nižje od toka Save s tistimi škodozemnimi zapornicami, ki naj bi mogoče ravnavanje vode, visokih voda, pa se visokih valov. En del je za poplavno varnost prehod namenjen malo nižja tu klarki na desni strani, ki zalije prostor proti avtocesti in ljava strani pa ki zalije zabit. Zabit, da bomo zaplavili teren, tako da bomo uničili živali, druge, rastline, ker tako območje je zelo pestro biotsko, zelo pestro, na levi na desni strani, tako da to še ni zaključano, sem pa to povedati. Ta del na levi strani, v območje desnem, da še ni zaključano, se bo pelil naprej, pa tudi res ne vpliva, ki je posebno na glavno varnost, ker smo dobili mnenje različnih inštitucij in gre za objekt, pa voditev, ki ni vezan na nacijski bazen, torej je predmet drugega gradnja. Tako gradno lahko zdaj namotrno. To je tak maj splošni del, bom rekel. Zdaj, če se dotaknem pa naprej, tisto, kar mi moče vas bolj zanima, to se te ureditve, ki bojo eno dodatno vsebino v samih Brežicah. Zdaj, govorili smo že o nasipih, o urednitvah, ki boste povedali smeri, da se ponavno to bomo videli na slike, na vizualizaciji, kako bo to vreme končano. Jaz lahko samo rečem, da sem
tudi z občinami pogovarjam tudi s Hesom, da bi krono na nasipah, kjer bi najbolj uporabljate, ker hodite s kolesi, kjer teče, da se sprahajate, da nekaj se tam počne, da bomo to naredili do boljših kvaliteti, kar se tiče regulacije peska, in mislim, da bo tudi nekaj kilometrov, da lahko bi se potem ta delo asfaltirala in nekoč se povedala s Krškimi, bomo imela preključno. Če idemo voziti za podobine, bomo pa imeli za kolone, pa za peš. To je en projektov, ki nas še čaka na samem bazenu, na samem nasilu. To, kar se zdaj dogaja, naredimo pač neke preveze, tam upozovalnico za ptice, to se bo še dogajalo. Prej v letošnjem letu mi nameravamo do konca letošnjega leta, ali pa do nekih jeseni, ali pa do prvih visokih vodah, ki so pač lahko v tem času nastavijo, ki se zvedajo dokončati, naše države tudi potrdimo še svoj načrt, tudi denar, za te ureditve, vključno s Krško vasjo, kar se tiče poplavne varnosti, tako da bomo letos Krško dela, naš področen letošnji za sem bil težek dobrih 19 milijonov evrov, veliko denarja, pa res, da je pa vse dvetativno namenjeno več same. Ostalo so pa še nekaj razlitve, tako da to ne bi smel biti razlog, da se mi ne bi organizirali, kot smo že ukazali, da lahko te zadeve naredimo, ko smo naredili, da bomo takole vprašanje. Morda se dotaknem še sam še Motric, delni stavki, potem pa se pripravljam odgovarjati, potem, ko bom film videl, če bo kakšne vprašanje, te za kakšne komentarje, da sem odgovore. Motrice, rekel bo domače, gre naprej, se bo ne zaklep. Prejšnji teden je vlada sprejela en sklep in odprla proračunsko postavko, sicer ne velikim denarjem, po takšni, ki smo načrtovali za letos, to je 2,5 milijona slava, to je narejeno, in smo ne povedali, da je tem dobro, da imamo v naši občini, pa tudi politike, ki se profesionalno s tem in nam tudi pomagajo, tako tudi Vrčič se odpravljajo za Motrice. In smo do tega prišli. Tako da zdaj je na nas, da nekaj stvari uredimo po postopku, dokumentaciji, raznih rebalansov, teh finančnih držav, tako naprej in da račun, da bomo do poletja med dokončalo. Vsak se je bave, kaj pa zdaj volice so, vlada bo druga, nekaj naprej, pa mi delamo tako, bomo rekli, da ne rekel v roki na način, da izvršna oblast funkcionira tudi, ko je čas volitev, tudi ko volitev bo kakšen 2-3 mesece potrebno še, da država funkcionira, se ne bomo kaj rekli za prvo zaklende, pa tako da res pričakujem, da bomo vse te dokumenti, te postopke tudi zaključili še s to vlado in naslednjo bo pa tudi kakšno pač bo. Kaj smo razhodisno, ne narobe razredno, govorimo o politiki, govorimo o postopki, ki se ukredili zločijo politika in zato moramo biti mi tudi pripravljeni z našimi izdelki, z našimi plani, z našimi načrti, našo dokumentacijo. Tako da tudi Motrice gre naprej, 29. torej jutra teden pride v Bredice na obisk vladna delegacija, da se predstavljamo, da še še ne vlade, pa še kdo, ker si bo gledati bodočo lokacijo teh invalidov. Mi bomo predstavili projekt, mislim, da se tudi prislužil za to, da stavimo tudi naredimo, če se že dosti navajati na tem projektu. Še lahko kaj? Film je, nima podnapisov, ko ni vzvočen. Jaz bom poskusil, bom vstavil, poskusil nekaj zdaj komentirati. Zdaj, na koncu bomo pa se pa še pogovarjati, zato smo zelo dobili. Želel sem to vizualizacijo narediti, pa prenes samo zato, da bo predstavo, kakšen bo zgledal, kakšne bo ureditve, potem bo vse končalo. Zato. Tako da imate malo več predstavljeno. Zdaj pa prosim kolega, če nekaj ta načino zavrnil. Jaz sem pa prvo slediti, sicer to je dosti hitro, vedno mi bo kjer šlo, ampak bomo pa kasneje še na no, tu so te podatki, ko pa videli ratoke, skopno moč, to je sicer stare energetike, 153 je vršna kvota zdaj je vršna kvota same vode, Dehidrelacija je 1,1 meter, to pomeni, da je ta meter, ki ga elektrarna rabi za svoje obratovanje. Ne rabimo celo globino vode. Izkoristite vode je samo vršno, da pa do tega vrha moč sploh narediti temelj, ki je posklepala.
To, no pa še padec je moč narejena, instalirali pretok je za 500 sekundo, optimalni pretok, ta se redko zdaj tudi, ne? Ampak ne bomo tem reči, to je bolj energetska zgodba, pa tako so mi podatki, ne? Vidite se, koliko so nasiti dolgi, ne? 13 km, je širina 680 km, to je tam na relaciji nekje, ko so tisti otoki, torej Skupica, med Krškovo švedsko Skupicami, tam če je se ta širina takšno, tukaj je lepa širina, tako da bo lahko se ta vodni šport izvaja, tako bomo rekel, solidno. Dolžina bazena je tudi znana, površino smo rekli, 19 kubike je za mene, kot je ta sedemna številka, kot je volumen vode. Mogoče še to, motice so manjše, ampak če se slučajno ne bi razgradile, je tale Beležiški bazen, tisti izravnalni bazen za Hrvaške meje. Drugače ne bi bilo potrebo, da bi bil tu, mislim, širok. Ni pa posod tako globok. Struga reke Save se ni poglavila, se je pa od Beležine, levo, desno se je pa razširil, se je poglobil za tista 2 metra, da ni šlo v kopanje v globino reke struge, če pogledamo je niža voda, pa pojeli je dol, stali to. Dobro, lahko naprej idemo. Mogoče komentiramo še, da nasipi držijo. Včasih se kišni celek nadi, pa ko ljudje hodijo pa videl, to gre za izdrnažnih debel se pa tam izcedalo. Evo, iz Brežišč proti Krškemu gremo samo elektrarna, prelivna polja, strojnica. To je vredno funkcionirati, nasipi so vredni, manj še to, to je še naš dolg za hortikulturo, nekaj moramo stvari nasaditi, nekaj je že, ampak tudi ribe se odraza. To je ribe sezon. Če se spomnim preko hodka, tam je tok narejen za ribe sezon in potem je še eno tok narejen za kajakaško sezon, ki bo nekoč narejena, ki jo bo očno naredila. Gremo naprej pri tej ravnini, no, zdaj smo prišli preko toka, ne? Tole sem stojila mesta na tej isti strani za ribiče, ne? To so tista razgibana, bom rekel, drežina, ne? Tle ribiči stojijo in zato se je zirke midori, kot je meni govorenstvo. Ali pa je slib sami, niso govorili. To je desno je vrgila, levo je uma stran, krajno se oteženo v teh objektov, ki tak, obsedeš, počiješ, gremo naprej. Več je takih objektov, takih po moljčku, zdaj sem pošla tudi šel v Savo, pa pošla se po Sonču, ali boš malo zaplav, ki so namenjeni na tem dostopnem mestu. Občalno bojo. No, zdaj sem na vodnih habitatih, moram povedati, da smo iz bivših gramoznih selin, že da smo selinsko taplače, smo ne mogli preseliti, smo na jedno habitat, že da smo vogajni nekaj. Zdaj nimamo tam, nekam se kaj. Ampak bo je to še nazaj, ker narava najbolj nadi svoje domovanje, da se je že malo. To so gore ti krški ljudje, so v njih pušala. To je ena od teh opozovalnic za ptice, to je na tej strani, na desnem bregu, če bo je domačem krajinske strani. To je višina krška vasi, ko gre tista na dvol soldat, ki so bili tam, to je to. Tudi pristan, to je to, to bo je lepo radica, da konsko bo narejene. Nisi pa še za 6 leta. Predvsem gre za ranjene narave, kar projekt zelo grobo posebej v naravo. To se mi zavedam, zato tudi je bil sprejet tak program izvedbi infrastrukturne politike, za vsako elektrarno vlada, da bi posebej, da je bilo nekaj milijonov vloženih samo za zaščito narave. Ni to tako malo denarja in tudi so veliko novih stvari smo mogli sprojektirati, tako nismo tako je vedeli, kako si naredili, ampak se je to. Začasna deponija zemlje, ki je glavno razložena, na desni strani še je, tam so motoristi del, kar je nekaj, kak smo zdaj malo ostali, drug pa so prekrškovni organi postopke v to. Tole so pa otoki, tem rečemo gori, so 4 otoki, tukaj prej že Spolška razlagala, gre za mirno območje na tem komunalskem bazenu, je namenjeno za preživetjo vsem tiče pa še drugim ljudi.
Evo, tukaj so dostopi rampe na vodo za gasilce, tukaj so drugače, stopnice, pomoj, in še ena deponija, še ta deponija, ki je zdaj. Ko moram reči, to zemljo kmetijsko je bila potem, kot da pa ne je zadržana, ki rečem grobo, občina, ki izbirala potrebe kmetijstva za odvoz teh zemljin na nilske površine, in ker je bila zemlja zastojna, pač država je podala zastojna, občina pa je naredila razpis za izvajalce, za prevoznike, ki je pa vsak posameznik sam vprašal. No, tle še ostane, če tudi Ravo se bola, tam moramo na te službe občinske, te zemlje prve še vprašali. Premetali smo približno 6 milijonov kubikov materijala, ki je ogromno, te grade. To je pa že zdaj. Zdaj sem to dobili, to ni dokončano, tega točno še ni, na vrge cesta še je, to je del vodne površine, To je še Krška občina, ne? Krška občina, ja. To je zdaj severno vod, kot gospodin Stavljen Zgrado, ker so že neke vodne površine, ki je nekoč CGP že to izčrpal, pa pride zdaj do ureditev. Mi smo zdaj neki postopki za družbo Kostar, ki ima koncesijo na tem območju za črpanje gramov, za lastnik zemljišč, še niso skupane pa Dreška družba HPG. Ko se bo tudi naziva do koncesije do 2023, tako da mi v tem času ne moramo, ker nam veliko počeče se seveda ti, ki so lastniki, ki možno so seveda malo raztenili. To je ta prelin ljubet, ki si govoril, in tudi od spod, ki je tudi termin, nisem zatjel. Ne da cesta mimo, da se prije na drugo strani, potem dole gradne obnasipali po nasipu, da se zdaj nisem žele. Naprej, proti nimamo več slik, ker ne se pač pustili drona, da postane. Se pa treba konča potem ta območje, da PNJ-a pri, to mislim, da je Petra Novega mosta, pri Šadem. Na kratko, da te se vprašuje, ker nimamo območeno, koliko se nam vse dobro. Kakoli, da imate da komentiramo, problem. Direktor, hvala lepa. Gremo dalje, sicer na vse tisto, kar ta projekt bi prenesel, lahko prenaša, lahko prenesel v naše mesto, našo krajino skupnost, našo občino, prosim predsednika sveta KFS, gospoda Uroša, da nam to pove, kaj pričakujemo, da lahko meščani, vrličani, občani od tega velikega posega v naš prostor. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Jaz bi mogoče nekaj minut, bom zelo kratek, v dveh sklopih. V prvem sklopu mogoče samo da povzamem, da Brežice kot eno najstarejših, kako rečem, najlepših mest, s čudovitim gradom, lepo ohranjenim starim srednjeveškim mestnim jedrom z vodnim stolpom in potem na desni strani sodobno opremljenim termalnim gledališčem in seveda enim najlepšim mostov čez Savo in Krko se nekako zdaj zaključuje ta tudi turistični potencial, lahko rečem tudi našega mesta ali pa širše naše občine. In ne bi povzemal to, kar je bilo predstavljeno in bo še dejansko urejeno znotraj tega širšega prostora hidroelektrarne, bi se mogoče vrnil ki so bili v preteklosti, ste jih lahko prebrali v medijih in glede na to, da moja služba je nekako povezana tudi z delom z mladimi, sem jim čisto brez vsake strokovne raziskave, to pomeni vzorca, ki bi bil reprezentativen, vprašal, kako mladi vidijo, to je nekako populacija med 15 in 18, ta prostor. Seveda tukaj sem jaz njim pustil čisto svobodno razmišljanje, nismo upoštevali nobenih pravil, kot je natura, varovanje okolja in vse ostalo, kako mladi vidijo ta prostor. In je bilo predvsem zanimivo, da nekateri, predvsem starejši, ker se odpravljajo na študij, so rekli, da vidijo ta prostor ob hidroelektrarni nekako od Mariborski vent, da bi se lahko, seveda, zdaj pustimo, ali je to izvedljivo ali ne, kako mladi vidijo prostor kot neko območje kulturnega dogajanja
In seveda s tem bi pa nekako se tudi ta zahodna fasada mesta dobila nek svoj pomen. Seveda tukaj zdaj ne želimo v tej zahodni fasadi mesta, kdo bo bil investitor, bo novo fasado ureditev, ampak lahko rečemo nekako naslonjeno tudi na sam Maribor. Pojavljali so celo ideje o tem, da bi se zgodil kakšen tunel, predor ali pa obstoječe stopnice, ki bi povezali ta zgornjo teraso mestnega jedra, potem samo Vrbino, da bi se uredila tudi Brežiška mestna plaža, kot pač turistični potencial. Potem pa še nekaj zanimivosti iz teh pogovorov, adrenalinski park, ki verjamem, da se ga bi dalo, tako kot na Otočcu, umestiti v obstoječi prostor, ker ne posegate, če je lesena konstrukcija preveč. Ta športna igrišča so bila že tako in tako omenjena, mogoče tudi da tukaj na začetku, ker tudi delom še nastopamo v parku nature, tudi kakšno možnost oživitve gostinstva, kavarna s pogledom ali na hidroelektrano ali z nekim stolpom. Seveda, te oaze počitka, klopi in to, kar je bilo, to bo tako in tako v programu narejeno, in čolnarjenje, trim steze, fitness naprave na prostem. Seveda, zelo je ena zanimiva ideja, da bi mogoče v enem od prihodnjih časov na tem, lahko rečem, mestu, ko vstopamo v most, ki gledi preko potoka proti hidroelektrarni, da bi sledil kakšen božični sejem s prodajo božično-novoletnih majhnih spominkov in pa izdelkov. Pojavlja se celo ideja, da bi se uredilo kakšno balinišče in podobno. Tako da, jaz sem tukaj seveda vzel samo eno populacijo, se pripričujem, tista, ki mi je bila najbližja, predvsem kako mladi vidijo, in jaz sem vesel, da veliko tega bo dejansko že z samim projektom seveda rejeno. Rečem, da mogoče v naslednjem koraku tudi znotraj občinjenka mesta se bomo urejene zahodne fasade, da tudi ta dobi potem neko lepšo, bolj uporabno podobo, in da se potem da celo v prostor zaključi. Tako je to bilo. Ali vas to zbroš v tem nekaj, da tako imenu glede neka ideja, kaj pa recimo taka možnost vršine velike vodne vrsališče pozide, kakva možnost, ki Jaz bom tako rekel, da na tem gimnazijskem jedru je možno marsikaj narediti. Na eni strani seveda so omejitve, ki jih omejuje, daje sama energetika. Po drugi strani je v našem podjetju zdaj tako, bom rekel, organizirano, kot je Cevilič, kaj rečemo pa zajeda, da naredimo lahko tisto, kar je pač v tem državnem prostorskem načrtu predvideno na tej Cevili. Da se nam ponavlja, ker bom še povedal, da je občina Brec se si kar prizadeva, da bi teh Brec bilo tukaj. Zdaj, ja, tudi gospod Škof reče, tu je večino vse možno narediti. Mi moramo narediti investitor, jaz sem bom povedal ena ideja, ki je pripravljen investitor, ki bi zgradil na hišo v razlogarne restauracije na Savi. Direktno vodi, kontoni in tako naprej in dostop tam, zdaj projektant, ki to našem, ki pač sledi, in možno s tem pravi, ok, mora biti tako narediti, da se pri visoki vodah ne bo, da so tudi to se da narediti. Ko sem se prizadevala, da no Save naredija, ali se to obesi za lahko vod, in bo ta sta nihala, lahko bo se enkrat odpela in bojo vse tisti, kar je tam mogod na unih rešetkah za elektrarno, ker je imela pa družba te sreče probleme. Tako da treba je preučiti, zadeve ideje padajo, tudi take, tudi pomenom padajo ideje, ampak treba je umestiti v predvsem navadni način, da bi rekel to tam. Ja, Lenze, kaj pa ne. Se mi vsi vemo, da od pamti rekla ljudje silno vodi. Mesto se da za vodi, vse se da rekel vodi. In tukaj je tako. Tudi Krške je tako pa nadarjeno pake, in seveda starim delom Krškega je, da sem zid, nismo uspeli Savo pomakniti. Tam Česko sem se energetiki zahodno, na uno stran pa bi trebalo 10 metrov lufta. Spod pa bila tam, ne vem kaj se. Vi bi se zaplavili, so ga pa tudi bi vedno spolgovali, mi nas pa pustimo, to je mimo. Ampak sem se da, tukaj še gledali, jaz bi sam še nekaj povedal, ki prej nisem se zaplavil.
ne gre za te vsebine, gre pa za infrastrukturo. Tako da, kot ste vi že opazili, v preteklem letu smo naredili cesto od letališča Trne do mimo pokopališča in do tudi Ridarske in proti Luke. S tem gledališčem to smo naredili skupaj čez infra občina. No, zdaj smo mi v zaključevanju položišča pred Lukovim odstopov elektrarno, to je pač naš interni del. Še in dogovor je narejen, da bomo se govorili pa to zaradi tega, da smo uničili te ceste. S prvo transportom bomo tudi od Luk pa do elektrarne, tako da tudi še eno mesto. Da bomo tudi to cesto zgodili skupaj na isti način, po istem modelu, da bomo to naredili in to bo tudi končano. Tako da bo ta del, bomo rekel, vse v tem smislu infrastruktura, da bo cesta rejane, da bo drugačna odliča, da nekaj veše, nekaj parkerič dodatnih, nekaj da to urediti sodobno, zaradi tudi funkcioniranja tega dela mesta, starega tudi predvsem gradovni in še ostali stvari. Dodatno so pri infrastrukturnih ureditvah občina Brežice pa tudi začela z obnovo starega železnika. Zdaj se je zadeva malo ustavila zaradi plinovoda, ki ga morajo predstaviti. Gradniško dovoljenje, vem, da imajo, verjetno bodo tudi naredili hitre, pa potem treba še porabno dovoljenje, vsa procedura, da bomo potem mi svojim delom da bomo začeli. Mislim, da bi izvejali se. Ja, že izbrali, ja. Evo, veliko novega se obeta v tem prostoru in tudi naše društvo za živico mesta Brežice, gotovo tudi razmišljamo o tem, kaj lahko tudi mi kot društvo storimo in tudi nas po svoje čaka delo, da še kaj svetujemo vsemu temu. Novenka, prosim. Ja, bom tudi zelo kratka, ker mislim, da naše stališče se v bistvu zelo nekako povezuje to stališče krajevne skupnosti. Ampak seveda mi ves čas želimo, in to že vsega začetka, 2004 smo imeli že tako prvo okroglo mizo v mladinskem centru, ko so začele še hidroelektrarne prihajati v naš prostor. In smo ves čas res upozorili na to zahodno veduto našega mesta, ki ni samo veduta samo po sebi, ampak pod mestom seveda imamo tudi tiste slavne prehode, nekdanje kleti, pristanišča in ne glede na to, da seveda poslušamo, kje se neka faza ene hidroelektrarne konča, res pričakujemo, da zdaj, ko so Mokrice, ker to nam je bilo obljubljeno in to bo, da nekako se res ta kanal pod zahodno fasado, se pravi nekdanja Sava, tudi ureja. Tako da tukaj prosimo tudi poslanca, res ima to mesto en veliki potencial. Mi smo z društvom tudi že malo hodili po teh prostorih, ki so seveda v veliki meri v privatni lasti, ampak jaz mislim, da bo to ena priložnost, da ta korak res naredimo, da res to javno-zasebno partnerstvo enkrat v nekako upravnem smislu zaživi, ker zagotovo zdaj je fasada na nek način že odprta. Mi z društvom smo bili lani na enem sprehodu, letos bomo še ponovno šli, kjer nas vodi tudi naš član Branko Brečko, ki ga vsi poznate, je velik naravovarstvenik. Bomo imeli enkrat še to možnost, da se izdaje ena recimo monografija o tej vrbini. To je bilo tudi zelo dobro dati v te projekte, ker jaz mislim, da njegovo gradivo je izjemno dragoceno in če bi se združila z vsem gradivom, ki obstaja tudi na drugih ustanovah, bi lahko bilo to res en tak pomnik vrbini, v smislu, kaj je bilo, kaj imamo sedaj in na nek način tudi temu vsemu, kar je bilo narejeno. Se pravi, naše pričakovanja so ob pozdravljanju, da to res funkcionira, da se ljudje sprehajajo, da so ljudje posvojili ta prostor, vse to vemo, vsi tisti, ki smo tukaj blizu, da seveda ta zadeva sploh še ni končana, ampak da je treba misliti na mesto, da imamo veliko priložnost, ker se ta fasada vidi. Vidi se tudi, da določeni lastniki so že uredili tudi ta svoj del. Če se sprehodite spodaj, lahko zelo dobro opazujete, kako to vpliva tudi na lastnike. In jaz mislim, da bi bila prva zadeva poleg Prešernove ureditev tudi tega območja zahodne fasade, se pravi to, kar je javni prostor, naš grad do glasbene šole, in da se recimo tukaj da je dober primer. Zdaj, malo bom skočila še v mojo drugo odgovornost. Mi smo v gradu tudi pripravili že načrtni odobren Zavoda za kulturne dediščine, da se prebije, da v bistvu imamo dostop iz našega dvorišča tudi na to zahodno del.
se pravi in tam, da bi se potem iz te nabrežine, ki je pa res, že skoraj 30 let nismo nič urejali, ker ne vemo, kaj se bo zgodilo, če jo začnemo sekati kakorkoli, da tudi pride en tak dostop, ne, direktno iz mesta, direktno recimo iz gradu, potem tudi do Save. Tukaj bi ta dostop imel tudi eno funkcijo kavarne, recimo, ne. In se mi zdi, da je prav, da nadaljujemo tudi na ta zelo optimističen in širok način in potem seveda se tudi od tega nekaj uresniči, ne. Ker jaz osebno sem z tega vidika dediščine sodelovala tudi pri Krškem in vemo, da v bistvu vedno imamo zelo velik idej, ne, kar je dobro, da potem uresničimo nek del in da se tudi pri Brežicah naučimo in uresničimo to, kar je bilo takrat nam to društvo rečeno, to pa tudi gospod Bergant lahko potrdi, da se ta del, o katerem zdaj govorim, ureja skupaj s hidroelektrarno Mokrice. Tako da to pa res pričakujemo in bomo zelo tečni. Se pravi, res zahodna fasada, vemo, da je ovira, da je veliko lastnikov, ampak dajmo to spremeniti v prednostno, neko dobro zgodbo. Občina nekaj je že pričela delati na tem, ne? Mi smo naročili elaborat, študijo, da preuči to stanje zahodnega obzidja, ki je seveda podalo, da je potrebno sanirati in bomo pristopili k sanaciji tistega dela seveda, ki je v občinski javni lasti. Hkrati pa, da je za enkrat smo pač tako zastavili, da se bo objavilo neko javni poziv ostalim lastnikom dela obzidja, da prav tako po pogojih, ki so nam ga dali strokovnjaki, pristopijo k sanaciji. Pa mogoče še glede dostopov, enega ste omenili, da bi bil tu čez grad. Dobro bi bilo funkcijo, oziroma že malo smo začeli tudi to področje raziskovati, postaviti dostop okoli stezi, ker sem videla, da so ga pač uporabniki zaprli. Tisti je še vedno javna pot, tako da tudi tam bo potrebno še en dostop okolino zagotoviti, pa s tem v bistvu narediti eno lepo potezo v tej večnamenski poti ob Strugi, to pa res mogoče lepo sprehodno. Še sem komentar, par informacij nisem jih pač prej povedal, ampak ja, vse to so vsebine, ki bi te zahodne delo res dali nekaj lepega, vsebina po funkcije ne kakšna. Ampak moramo narediti skupaj, ne? Mi tu premajno. Mi smo pred 2015, sem bilo, smo sedeli skupaj z Zavodom za varstvo in kulturne dediščine in Zavod za varstvo narave ravno za tega projekta, ob potoku Sura. Da se navežem na njeno razmišljanje, ja, bila je ideja, da se tudi občinska, da se ta struga naredi plovna, da bo njegov rekel na pamet, ki bo spremljeno. Pride stav od Ščateža gor, ne, šel tam noter, pa v Štenica, pa v nekaj. Ampak finska razlika je 4 metra. Če hočete, da bo nekdo noter zaslal, bo brežina 4 metra visoka. Je zapornico narediti, ne? Kaj? Zapornice kot Panama. Ja se ničke se da narediti, potem mora biti tudi široko, vse se da. Danes se da stekne, kot vse reči, da če je tak, da bo široko da nazaj, ne, da smo to zaračunali, ne. Imeli smo na sestanke že z temi zavodi, pa tudi z nekimi domačini, ki se pa zapenjali po domači, tam kaj mesta nišla, kaj tam so dvorana. Se spomnim, vesnici šel pa tudi pogledati parke, tudi poznam ta teren, je dokaj neurejen. Vse takrat je bil, je dosti odpadkov, ki je bil domačin tam v memorije zelo se odnosno sebe, da bi to počistili, ker smo delali gradbiščno pot, v tem potoku, pa sve, bomo malo več počistili, da se vidi sploh, kaj tam je. Jaz še dosti nisem prepričan, da vsi vemo, kaj tam je. Kakšen je zid, kakšen je tisto temeljenje, ali plazi, ali ne vem, ne. Ampak to treba raziskati, da se nekaj skupaj narediti, občina, te službe, strokovne države, mi, zavod je pa tisti, ki bo dajal pobude, pa je plaje, da bo tešno. Če bi to povedal, nekje mora pritajati ideja, predlog in to je treba kar naprej pišati. Zdaj smo še en podatek, mi smo sigurno edina firma v državi, ki smo delala take velike projekte v različne tudi 2000. Definitivno.
Mi smo razmišljali, kako bi mi to zadevo približali javnosti in najči in strokovni. Smo ne treba, pa nišo čez moram povedati, nišo čez, da bi me delili sami in krčki in to recimo gena. In tako naredili učno to. To je taka lepa zgodba lahko, ker bi tudi za vas tako pobuda, ker bi so ostane. Nekdo mora to prevzeti, nekdo mora upravljati, to mi ne moramo. Lahko veliko naredimo na tem, ne. Je to je naučna pot, ker bo recimo populacija, tukaj prej gospod Škof rekel, tisti kot 15 pa še nič do osnovno šolcev, pa 7 koncev pa študentov, pa tudi strokovnjakov, ne, lahko spremljali in bomo pokazali, kaj se naredilo, da imamo pač tudi v tem prostoru, ne vem, še na topirnice imamo na tvori, če se tako banalni, ne. Potem Riga steza, ko funkcionira dobro, potem, kaj se, tiste želeli smo se, počeli smo veliko stvari, od da smo delali suhe stravnike, da smo tukaj sedeli tam, da se nazivati pač pogoji, naravašni, ki so taki, mi smo se so nabili in tu zdaj nihče ne ve, ne. Tega zdaj nihče ne pozna in to je škoda, da se to ne pozna, ne. To ni zelo velika investicija, večji je potem strošek tega vzdrževanja, pa ne vem, jaz sem še to različil za tam nekaj, ali pa tukaj, da bi, ne vem, postel, ker bojo študente spali, pa so bome s kolesom to videli, to slikali, poročevali. In tega je veliko. Jaz nisem povedal prej. Jaz nisem nič vedel. Moram povedati, kako je narava vlastne, kako teh, tako je. Nismo vedeli, ker smo se drugi nismo povedali. Potem smo pa videli. On rdeč, kaj je tiš krlatni kuku, ne, ker nam je živce pil, pa zvezdo gleda, riba, pa ne vem, kaj se. To potem, če ste pa rekli, vse spoznaš. In vidiš, kako je v bistvu narava bogata, ne. In jaz nisem predstavljal ničmo, ja, da nekem sobivanju naravo to zgradimo in potem vrnemo naravi tist, kar mora imeti. In da je ključna pot bi bila lep pokazatelj, kako se da narediti tudi v naturi, da se vsak projekte. Ima en težave s kanalizacijo, eni z odvodnjavanjem, eni se bojijo plazov, eni se bojijo tega in drugega. In da bi dalje, morda tudi to, kaj spostavite, skratka, vi ste dosti. Plečko, Branko. Jaz bi imel veliko vprašanj, mislim, da povej, da bom prebral, ne. V glavnem, no tole, ko gospod je rekel za učno poč, ne, že pred leti, ko je Bogina še obstojala, smo imeli take naravoslovne pohode z večjimi, tudi društvo, tudi naše društvo organiziralo. V glavnem, da ne bi zdaj preveč do tega. Zdaj je dejansko res začetek tega, če se bo narava obnovila, ekocelice, recimo, vsega omenil, ne. Jaz ne kontroliram, spremljam, ne. 16 let vodim dnevni povrbini, poznam vsak pretiček, ne, kar se naravoslovje tiče. Vendar zdaj, recimo, ko se to omenil, je super ideja to, ne samo učna pot ob strugi, ne, ampak učna pot cela, ker dejansko je vse zdaj lahko zajameš. Jaz spremljam tele nove habitate, od ekocelic, netopirnic, potem teh zalovljenja žuželk postavljeni, to se vse kontrolira. Do tega, se pravi, za rastline, nadomestnih habitatov za rastline in seveda tudi druge. Za rastline bi povedal nekaj, ne. Tam je bilo presajeno za kukavičevke. Kukavičevke, rezultat je zelo slab za enkrat, ne. Jaz najdem eno pikasto svetno, pa eno čelado za kukavico, recimo letos, ne. Imamo vprašanje okoli tega habitata, ko so narejene opazovalnice, ne. Zelo lepo narejeno vse, ampak ne funkcionira. Ne funkcionira pa zato, ker ni prav narejeno. Ni pa prav narejeno zato, ker vsi, se pravi, čebelari ali pa bergujke gnezijo v področju, kjer je stena vertikalna, ne. Tukaj je vertikalna stena pol metra, recimo, reči pol metra, in samo na 2 mestih gnezijo bergujke, s tem, da je večina mest izropanih, ker ta čim je stena tako, pa potem poševno, tam pride puna gor in izropa gnezdo, ne. Ravno tako na vzhodni steni je ena prej, pa že lani funkcionirala, tam so gnezdi in čebelari
Gregorika, tista še zdaj funkcionira, vendar to se zarača. Vsaka, in tam, kjer je gramus zunaj, tisto treba vse odstraniti, pa tlač z ustrezno maso zemljine, da bi lahko to bilo. Ker zdaj opazovanje so krasne, nimajo ljudje kaj gledati, ne? Mislim, dejansko, mislim, ne slabo. Super je narejeno, jaz sem presenečen, samo rekel pohvaljne besede, da je lepo narejeno, svetovno nekaj, ampak zaenkrat nimajo kaj gledati, ne? Kar se tiče habitata 1.6 za dvoživke, ne? Čudovito narejeno, jaz sem spremljal, ko se začelo kopati, ne? Čeprav je to mene skrbelo, jaz nisem strokovnjak, jaz sem pač malo entuzijastka posebno. No, zanima me zadeva in spremljam te zadeve. Na habitatu je bilo, sem jaz prošljal okoli 10 srednic, ne, 60 srednice. Danes leto je 702, leto se ena mlada zraven so 3. Mislim, je strašna razlika, upam, da se bo to narava kaj popravila. Ne vem, kako je s selitvijo, tisto ne poznam, pričajno ne bilo, da so bile preseljene, ker v Mlakah 2 in 3, recimo v teh jezerih, je bilo tam okoli 30 sklednic, ki imam jaz fotografiran, vete, jaz fotografiram, dokumentiram, pišem, da živo, ne? Tako da vam precej tega. No, zato, pa še nekaj bi vprašal, če je določeno, oziroma kdo bo vzdrževal te zadeve. Ko ste rekel, recimo, habitat za rastline, lansko leto, ko so posadili, tudi bilo plahe tele, so kukavičo, kar se cedili. Tam je potem dotok je bilo zaračen. Dolgo ni bilo neč. Proti jeseni so sanjaki, isto, kaj je bilo, so ničili. No, nekaj se je zdaj popravilo, no, moram reči. Upam, da bo tisto funkcioniralo, ampak me zanima, če bo tisto ne bo najbolj funkcioniralo. Bom še pol nekaj vprašal, ampak prav, zdaj me zanima, najbolj me zanima za tole, za ta habitat, ko so opazovalnice. Če bo kdo to zrito in kdo od strokovnjakov to, rekel, fizično kontrolira, ne znam, da napisam, kdo je tako, da to kontrolira. To je dejstvo, mislim, take stvari se ne zdi tudi manj, ne? Hvala lepa. Če začnem nekaj na konc, ne? Ja, to je veliko hvala za tole, bom rekel, o nekoj istočnice za debate, ker ste se poznala, ne vem, ko spremljate, ne? To je tako, ker sem nekaj, smo se si učili, ne? Tudi projektanti ljubanje smo se najbolj učili, ne? Ne bi nekoga hotel notiti drugo dela, ampak jaz bi to enostavno rešil, Mi bomo povabili projektantam, povabili bomo vas, ki imate izkušnje, ko boste povedal, da tam vsak dan, da nekaj ne klapa, po domače povedal, ne? In potem se bodo tudi zamislili, mi lahko seveda v smislu sanacije nekih teh naših manjših projektov to naredimo. Če imamo zdaj 7 meter, napišem se, na pamet govorim, za tisto bregulko je bomo za 4 meter, da ne bomo na žval vas odlezati mogla, ne? Jaz vem, da v starih remontah tično ni lukno v steno in je kar visoka stena, da tam ni prišel gleda na mačkne. Novedna žval, ki bi jo lahko ogrozila, ne? Tudi, da gledajte, mi sem odmenil, bom jaz v hiši pomenil z našimi fanti, ki to delajo, se bomo dobili še s projektantom in ne vidim jaz problema, da ne bi šli ven postopek nekaj reševanja, da bi to boljš ne. Da ne bomo razred ta nekonjska učinka, da bomo imeli, to samo smo zavedali. Regulki so si v Krškem, tam, ko se še izvajajo dela, ne? Na enem mestu okoli 80 metrov, 100 metrov je 360 luknj, zdaj, trenutno. Tisto sem jaz snemal tudi in tudi se malo objavljal. Ja, tako, mi imamo kontakte, imamo, da bomo 40 slišali, da je tudi tam pri projektantih dobili nekaj ljudi, pa se bomo zmenili, se bomo obsedili, tako že nekaj bodo. Zelo fajn. Pa tudi gre v kadojak, tudi fajn, da se viši, da bo pokažeš, ne? Zato so pa navdušeni na tistim predlogom, da bi ta za učno pot, ko ste rekel, ne? Gledajte, čisto se je od teh ekocelic, zdaj Potros, ali pa mladina, vse vidijo, se pravi, tudi tako ste vi naredili,
Dejansko, jaz rečem, kjer ekoseleci so narejene to en kup plodovja, razne starosti, raznih vrst, za štelatnega kukuja narejeno in za druge kroče, ki pač ne živijo. Imate zveljski priložnost, ne? In je to, recimo, to bi lahko otrok vse pokazali in tiste nadomestne travnike in zadoživke in tako naprej. Samo nišče svoje prosile za besedo? Ja, prosto. Jaz bom pa povedala par stvari. Jaz pa skoraj vsakodnevni obiskovali z Vrbine že 6 let in sem spremljala vso to zadevo. Sem rekreativka, vendar tole je vse zelo lepo poslišati. Upam, da se bo vsaj pol tega uresničilo, kar ste povedali, glede na to, da to, kar je zdaj, je zelo žalostno. Prvo, kar je, bi bila zelo vesela, če bi kdaj videla tule, ko se gre pod gradom dol, tablo Vrbina. Table Vrbina ni. In verjetno bi marsikateri turist šel raje po Vrbini se sprehajati, kot pa tlede po mestu, ko nima v nedeljo kaj početi. Drugo, kar je, pogrešam koše za smeti, tudi v Vrbini. Pa ni treba imeti zdaj ne vem kakšnih dragih košov za smeti, zaenkrat bi bili čisto dovolj neki sodi, kjer bi lahko ljudje odmetavali plastenke in tako naprej, da ne govorim o vsem ostalem, kar je v Vrbini. Kaj vse ljudje ne odmetavajo? Vsaki dan je nov kup, karkoli. Kar se dela doma, kar se sanira v stanovanjih, v hišah, to je vse v Vrbini. To je katastrofa. Mene srce boli, ko to vidim, ko gre mimo, prejšnji dan ni bilo nič, drugi dan je pa cel kup. Potem me zanima recimo tudi tale del nasipa, ko ima te male pomole za ribiče. Tam noter se nabira ogromno plastike in svinjarije. In lani sem še videla enega gospoda, ko je tako z Krške strani prišel s kolesom, pa je tisto plastiko čisto, pa jo je nosil gor na nasip, pa jo je dajal v neke vrečke in ne vem kaj. Glejte, noben se ni spomnil, noben od komunale z enim malim tovornjakom bi se zapeljali, pa bi tisto plastiko pobrali. Tako je pa veter zapihal in je tisto plastiko vrglo na drugo stran nasipa. Torej, katastrofa. In zdaj, glede na to, da ste toliko lepih stvari povedali, na filmu se je izgledalo, to je že znanstvena fantastika, mene sam zanima, kdo bo to vzdrževal. Ker tudi zdaj, te poti, ki so bile umetno narejene, zaradi same gradne poglobitev teh jarkov in tako naprej. Ja, ta pot je bila v jesen tako zaraščena, da nisi mogel hoditi po njej. Ambrozije, kolikor češ, kolikor je spenjo, je treba požigati. Tako da tu je en kupenih stvari. Jaz verjamem, da se delajo projekti, pa da se super stvari govorijo, pa da je en kupenih fajnih idej, ampak če bi sam koši bili, pa tabla, da je tle Vrbina, pa da se lahko sprehajaš po Vrbini, bi bilo pa že kar veliko vredno. Potem recimo govorim, kakšni športni centri bolj lahko. Zraven so pa ogromna polja, kjer jih recimo špricajo za razni pesticidi. In ko to veter piha, ti to vse vdihavaš, tu zdaj kakem športu zelo velik se, ne vem, ne znam si to predstavljati. V glavnem, ogromno je teh pomanjkljivosti, v glavnem pa predvsem smeti. In pa še nekaj, ko boste postavljali koše za smeti, prosim, dejte še kakšen koš za pasje odpadke. Kaj ti? Ko se je eni gospodični podelal kuža na asfaltno cesto pred elektrarno, je ona meni, ker sem jo pač opomnila, da se pač to meni ne zdi v redu, je rekla, ni košov za pasje odpadke. Prosim, dejte še kak koš za pasje odpadke, da ne bomo še te pasje odpadke gledali. Potem pa ribiči. Ribiči zdaj že zelo kampirajo na tem nasipu, ne? Ampak tam niso samo pasji odpadki, tam so tudi človeški odpadki. Na sred nasipa zraven šotora. Vse je res, da pospravijo več ali manj za sebe, ampak na lastne oči sem videla in vem, kako to izgleda in bo verjetno treba za te ribiče tudi kaj poskrbeti. Nedolgo nazaj so sicer imeli neko tekmovanje
stanovanje na Glušni in tako naprej, so imeli, ja, vse je bilo ogromno, so imeli tele klinične liceje, ampak čez par dni so bili pa drugi, ni bilo pa nič. Ne? Avtomobili, to je več kot 100 avtomobilov na nasipu. Zdaj ne vem, a vam ni tale to vrbino za, mislim, to ni zdaj neko zelo naravno okolje, ne? Ampak to je še cel kot drugih stvari. To je iz vidika mene kot rekreativke. Zdaj v ostalo se pa jaz ne bom mešala. Kar sem pa čula, je pa res pohvalno, če bo le od tega kaj nastati. V nekaj krasti pobudki ne bodo tako drage, verjetno, misleno upoštevati. Jaz sem slušal malo odgovoriti. Zdaj smo spasovali popolnoma strinjam. Kot so to Šikojko se popolnoma strinjam, da mora biti urejeno. Ampak morate vedeti, projekt, ki smo ga naredili, ima svoje pravne in finančne podlage. Kaj zadeva opreme, bom rekel, koše za smeti, prepoved avtomobilov, pobiranje plastike, take se v nekem smislu vzdrževanja. Ta akumulacijski bazen bo po končani izgradnji in bo, rekel, prenosu na družbo HES, uporabljala družba HES. Prej sem pozabil gospod omeniti ureditve, naravovarstvene, ARSO ali direkcija za vode, ne Infra. Mi smo zgradili in predlajali potem te objekte vse. Ravno tako ni govoriti. Glede, ne me narobe razumeti. Ta nasip ni bil zgrajen za to, da bo služil izključno rekreacijo. Mi smo zadolženi za to, da naredimo nasip in se lahko potem peljamo s kmelom, z bagom, če dajmo nekaj držati. Prej sem govoril o tej zadevi, da bomo nekaj bolj finim peskom zasvajati zelo skupaj, ne, ko smo pa nekaj občina peskom, mi moramo nekaj več narediti. Nekrat, ne, bo treba biti pozorni in tudi namestiti, in koše, in klopce, in ne vem, zapase, ali bo gospa mogla lahko od nasipa dole, da bo šel personalava se to delati, ne. Tudi to, ljudje smo prekomodni včasih, ne. Zdaj, mi na tem nasipu ne moramo pričakovati Tivoli, to morate vedeti. Seveda tudi ne, ampak jaz sem zdaj na to temo, kar ste vse povedali, kaj bo. To, kar ste videli, pa kar sem videla. Ker mi smo dolžni to narediti. Mi ne moramo zapustiti projekta, da ni dokončan. Torej, ki uporabno dovoljenje, se to malo začetira, pogledala se ga na teren, tu zdaj mi tudi počnemo, mi te trenutku v teh dneh počnemo kvalitativno preglede. Nekaj je te obsegu, kaj smo naredili, kaj še moramo, ker bomo prišli do postopka predaje objekta, ne? Moram veliko časa, če bomo preglede, se pa strinja z vami popolnoma, da se to treba, če bo en del, sem rekel zdaj, ta del namenjen res rekreaciji na različne načine, ki ga treba opremiti, avtomobile absolutno dostaje, ne? To imamo mi prekrškovne organe, policaje, tam bo gor še danes nekaj teže, ne? Mislim pa, da bo družba res potem, ko bo to prevzela, bojo nastale neke omejitve na nasipi. Definitivno. Ne v tem smislu. Ampak vse tudi omejitve nič ne pomagajo, vse so zdaj ne, znaki so že. Nekaj pa v nas ljudeh, ne? Moramo pa povedati, ne? Treba pa imeti zelo zaksatno, pa nismo piksno vrta, da bomo uspeli. Ampak je imate prav, se stane. Prašen, lepa. Jaz sem v veliki meri seznanjen s to zadevo, sem jo spremljal tudi zadnja 4 leta. Lahko vam povem, da je bilo kar zanimivo, rekel z tistega velika v Ljubljani pridobivati ta sredstva, potem, ko so bile ambicije po proračunu tudi iz drugih resorjev in sem zadovoljen, da se speljalo kako so, ampak jaz sem tudi pogosti obiskovalec tega našega jezera. Moram reči, da včasih zaskrbljenost gledam stanje teh voda. Jaz bi mogoče vprašal, kakšne so vaše izkušnje. Zdaj na začetku se je govorilo, da je velik del tega materijala, ki je tudi zdaj odložen po nasipih na notranji strani, da je to material, ki je bil pravzaprav na tistem dnu, ki je bil oziroma na bregovih nekdanje Save, ki so bili poplavljeni, pa se je to dvigovalo. Me zanima, ali tle kakšna prognoza, da se bo to mogoče malo bolj čistilo. Sploh glede na to, da ne vem, so projekcije tudi v tej smeri, da se bo mogoče kdaj tam lahko kaj počivalo, skratka, če bo to voda čista, bo bistveno bolj privlačna, tako za domačine, kot za ostale turiste.
Drugo vprašanje pa je, jaz vidim razvoj tega jezera, jaz si ne želim, da bi bil ta razvoj pretirano urbaniziran, da se tam postavljajo ne vem kakšne ceste, pa na končne semafori, če sem mogoče malo sarkastičen. Jaz si želim, da je mogoče res to ena naravna, rekreativna površina, neko sozvočje z naravo, ampak če želimo, da se neke vsebine razvijajo, bomo seveda potrebovali večje število ljudi. Zdaj, mi smo ponosni na naše Brežice, na naš center, pa dostikrat rečemo, smo zelo turistično mesto, ampak če pridemo popoldne v mesto, jedro vidimo, da ni nobenega turista in nobenega krajana. Jaz se želim, da se nam lahko to zgodi tudi na tem jezeru, da bomo samo našli ene par zanesenjakov, športnih, ki bodo tam veslali, da pa ne bo tiste kritične mase ljudi, ki bi mogoče bila potrebna za razvoj tega mesta, tega področja. Nekaj me zanima, govora je o tem, jaz sem tudi občinski svetnik, ko si prizadevamo za izgradnjo kolesarskih poti in povezav za Termami Čatež, kjer je jedro našega turizma. Govora je o tem, da se bo tudi brežina Krke urejala, tudi v tem smislu, da bo mogoče neko kolesarsko stezo zgraditi, recimo med Budičem in Starim mostom, ki je recimo da eno zelo prometno kritično odsek. Jaz mislim, da je prav, da skušamo te turiste v Čateških tudi privabiti na ta nasip, mogoče jim razkazati ta del našega mesta. Seveda bo treba tudi Krčane zvabiti in urediti povezave iz Krškega, skratka, da bojo vse te povezave, kar se da urediti, govorim predvsem o kolesarskih povezavah, morda tudi peš poti, pa me zanima, kakšna je kaj napoved, zdaj izpod glede na to, da je bil odprt ta NRP glede urejanja brežin Krke, s tem namenom, da bomo čim prej prišli tudi do enih, recimo temu, prijaznih kolesarskih in peš pot povezav med Čatežom in za neko tem delu mesta, sploh potem, ko bo še mostom. To je bolj vprašanje za gospoda Sotočka. Poznaš sam, mi bomo lahko vstopili v obe vode, obe reke, ko bo sam se izdal tisto potrdilo v našem soglasju. Tu se da počne, da bo ne vem, pa je za višnje, To pa, če prav razumem, najprej ta del, pa potem še dol proti Termam Čatež. Mi ne moramo vodo sloboditi, res mislim, kako se odgovarjati, da mi moramo rekel, kako se da naredimo tiste pragove, v Krki reke prebode in rabimo dostop do reke Krke. Reko Krko lahko pridemo z Vestele iz Krška vasi, pa čez avtocesto nazad dol, imamo še tist nasibljera od starega mosta proti Krški vasi, ali pa s te strani od Budiča, od gostine Budič, dol pa ob reki Krki naredimo dostopno pot, vično, ki jo za sabo ne bomo podvrli.